Leonida Vidovic, sicer Mariborčanka, ki je doslej kot menedžerka na področju prodaje pri avstrijskem Lucu skrbela za vzhodne trge, se je danes seznanila z delovanjem družbe. Moj stil vodenja ljudi je mobilizacija tima in seveda vsestranska in vedno prisotna motivacija zaposlenih. Ruske lastnike je Vidovičeva prepričala z mednarodnimi izkušnjami prav pri izvajanju razvojnih načrtov, kar mariborske terme čaka v prihodnje. Razvojno se bodo namreč osredinjali na področje medicinskega in igralniškega turizma, zagotovo pa računajo na ruske goste. Se pripravljajo projekti, da vključimo tudi širšo skupnost in pa seveda v mariborski regiji oziroma okolici, da vključimo tudi podjetja in podjetnike, ki se ukvarjajo z medicino in z športom. V družbo bi bilo treba vložiti najmanj 25 milijonov evrov, meni dosedanji predsednik uprave, ki mu je uspelo v 11 mesecih vodenja iz polmilijonske izgube ustvariti dobiček. Prenočitve so povečali za 3,5 % ter izvedli za okoli 900 tisoč evrov investicij v turistično in trgovinsko dejavnost. Je pa Boškovič danes odkrito spregovoril o dampinških cenah. Obstajajo izračuni v naši družbi, da cela destinacija zaradi močnega dampinga v zadnjem letu zgubila približno 15 milijonov evrov razvojnega denarja. To, kar zdaj delamo, je čisti damping in zgubljamo vsi. Zato so že dali pobudo na Štajersko gospodarsko zbornico, da bi vsi ponudniki turističnih storitev sprejeli dogovor in v letu kulturne prestolnice ne bi nižali cen turističnih namestitev.